bi vaju rade najprej malo za začetek spoznale, pa so si zamislili eno igrico z žogico. Čez celo to pot poteka pot, ki se ji reče. Pa mogoče povejte, kjera ima najmanj, kjera se vam zdi, da bi imela najmanj? Nekje gor. Nekje gor, okej. Sončni grič stoji 450 metrov visoko nad morjem v zaledju slovenske Istre. Tukaj se nas je naselil ena skupina ljudi, ki smo želeli v praksi preizkusiti trajnost, samooskrbo, vse te pojme, o katerih se tako veliko govori. In to počenjamo že 10 let in tudi širimo svoje izkušnje skozi delavnice, treninge, mladinske izmenjave, obiske skupin, kot je vaša. Preizkusiti pojme trajnosti v praksi. Jaz sem tudi recimo permakulturnica, preizkušati permakulturo, kaj deluje, kaj ne deluje. In tudi dejansko tukaj zelo delujemo po permakulturnih načelih, takih in drugačnih. Recimo, da skrbimo, da ni odpadkov, da smo samooskrbni, da regeneriramo prst. To je tukaj zelo pomembno, ker je Istra pač, ta del Istre tukaj je glina, glinena zemlja, ni rodovitna. No in smo s temi raznimi prijemi že kar lepo poregenerirali, imamo tudi čisto prijemljive dokaze. Bolj mi je bilo všeč, ko smo prišli, pa ko sem kuhala, ko sem se nekaj ponovno naučila, pa ko sem vse živali skoraj videla. Mislim, kokoške, pse, pa kozice. Pa fajn mi je, ker nimajo telefone, tako, ker se tako ful ne rabi. Delavnice, ki smo geografijo imeli tle, ki smo predlagali, katere države so v razporedu. Tam se recimo ne sme onesnaževati narave, ne sme se avta uporabljati, se ga parkira v dolini, v smeti se v dolino odnese oziroma se proba izogniti odpadkom. Tle mi je zanimivo, kako živijo, zato ker ful prešparajo in ni tako kot v Ljubljani, ker moramo za marsikaj plačevati. Dobro mi je bilo, ker smo malo spet te ročne spretnosti, da smo malo fužije na roke naredili, da ni tako samo, da kupiš v trgovini, ker ni isto. Super je, fenomenalno.